Pred začetkom gradnje predora takih razpok tu ni bilo, pravi Klavdijo Babič. Zdaj je drugače. Več milimetrov široke vrzeli zevajo na in ob stopnišču. In to se že rahlo nagiba, ugotavlja lastnik. Tako kot denimo to okno, ki se ne odpre. Ne gre. To je vse zablokirano, ker to je zgor, da stiska dol. Ali vrata, ki se ne zaprejo. Tudi ta z novim nagibom. Ni lepotna razpoka, ampak je to življenjsko, že mene bo padlo cele stopnišče dol. No? Ja, jaz nič ne zahtevam drugo kot prvotno stanje, kot je bilo prej. Nič drugo. Nočem ne zaslužiti in nočem niti izgubiti nič. No? Komisija si je hišo pred dobrega pol leta že ogledala in opravila tako imenovani kontroling. Odvzeli so mire, popisali novo stanje. Rezultatov oziroma ugotovitev popisa pa do danes še ni. Razlog? Zadevo podaljšujejo tele nesrečne zgodbe teh stečajev. V tem je problem, ker kot sem rekel prej, je imel tole obvezo izvajalec, izvajalci so šli pa žal v stečaj in zato je zdaj prevzel Dars s svojim inženirjem DRI. Strokovnjaki Inštituta za gradbeništvo in Inštituta za rudarstvo in geologijo so že pred začetkom gradnje predora natančno popisali stanje na terenu, tudi okoli 200 bližnjih hiš. Obsežno dokumentacijo je hranil izvajalec del, družba Alpine Bau, ki je tudi po stečaju in zaprtju gradbišča vso dokumentacijo zadržala. To je postopek popisa škode ustavilo. Dars je zato pretekli teden stroki naložil ponoven ogled nekaterih domnevno poškodovanih stavb. Začeli naj bi v prihodnjih dneh. Pozitivna stvar je to, da Dars garantira za izplačilo odškodnin, ki so nastale kot posledica gradnje. Se pravi, tukaj ne sme biti več strahu, da Alpine Bau kot izvajalec, ki je šel v stečaj, pač ne bo plačal. V tem primeru plača Dars. Šlo naj bi za približno 300 000 evrov, ki jih bo Dars črpal iz naslova zadržanih sredstev avstrijske družbe, tudi bančnih garancij.